skupaj. Spet z novim videom, nazaj v energijske vode bomo rekli. Danes bom govorila o magičnih kretnjah, tako kot sem že zadnjič napovedala. Seveda povedala bom iz svojega vidika, kako jih jaz čutim, vidim, kakšne imajo učinke in tako naprej. Magične kretnje, če veste ali pa morda še ne, so bile v bistvu napisane v knjigi od Carlosa Castanede. On je izdal okoli 1998 leta ali 96 knjigo, v kateri je opisal te kretnje, ki se jih je naučil pod vodstvom oziroma mentorstvom šamana Don Juana. Obstaja še precej ostalih knjig od Castanede, tako da priporočam v branje, ker so zelo zanimive in zelo nazorno opisujejo v bistvu energijski svet človeka kot takega, ki deluje v tem svetu. Opisujejo v bistvu tudi, kakšne imamo sposobnosti še. Opisuje o tem, kako ljudje zaznavamo svet in kako se da to zaznavo nekako pojačati, povečati, videti več, kot smo vajeni. Magične kretnje je zdaj cirka 16-17 let. Rabila sem kar par let, da sem se jih naučila, ker jih je precej. Sestavljene so pa tako iz nizov, različnih nizov in sicer začnejo se recimo niz za pripravo namere. Tega bom tudi potem kasneje pokazala. Prvi niz, sestavljene so iz 4 nizov za pripravo namere. Ta je tako fajn, ker delajo noge in tudi hitro se ti dvigne energija. Potem so pa še niz za maternico, niz za odločanje, za notranjo tišino, za sanjanje, za levo in desno stran, za moč. Se pravi, nekako magične kretnje zajamejo celotno energijsko strukturo in v bistvu človeku pomagajo, da svojo energijo prerazporedi. Kaj to pomeni? Ljudje se v bistvu rodimo z določeno količino energije. Potem to energijo tekom let, bomo rekli, razpršujemo iz svojih energijskih centrov in sicer ta energija ostaja nekje znotraj aure sicer, ampak na obodu aure. In je v bistvu izgleda kot taka plast skorjasta, bomo rekli, bolj trda. To sem jaz tudi sama začutila enkrat v eni meditaciji, kako imam znotraj svoje aure debelo plast, recimo res kot ena skorja in sem jo lahko celo zatipala in sem potem lahko potrdim, da je temu res tako. Kako v bistvu izgubljamo to svojo oziroma razpršujemo svojo energijo? Razpršujemo jo z temi dnevnimi, vsakodnevnimi nekimi rutinami ali pa delovanji, načinom delovanja, ki ga kot ljudje poznamo oziroma imamo privzgojeno. Magični kretnje ti pa pomagajo, da ti to energijo, ki je, bomo rekli, v tej skorjasti plasti znotraj aure, magična kretnja jo zmehča to plast, ja, in potem ta energija se vrača nazaj v središče, v glavne energijske središča oziroma, kot poznamo, čakre. Jaz, ker sem delala teh tehnik energijskih, recimo delam tudi jogo, tai chi, qigong, karate, kung fu, ampak nobena od teh ni imela takšnega učinka kot magične kretnje. Sploh ne vem, kako bi izrazila z besedami, ker je pravzaprav težko povedati, ampak dejansko te magične kretnja ti pomaga, da recimo, če si bil prej tako razdah, tako si malo počasen in tako, te prebudi, kot da bi oživel znova, tako, poživite, evo, magične kretnje te poživijo tvoje fizično telo, ker vrnejo energijo tja, kamor je treba. Drugače so magične kretnje za naučiti se niso tako težke, mogoče za začetek je,
Ja, ker enostavno naše telo ni vajeno teh določenih gibov. Tukaj pa so taki gibi, ki so mogoče malo posebni. No? Ampak vse se da naučiti. Meni so te tehnike res najboljše od vseh. No? Najbolj delam, no? Tako. Ker se tudi potem ful dobro počutim, vplivajo tako na moj mental, na fizično telo, na energijo, takoj se mi dvigne energija. Pa še ena stvar, ki je pomembna, ta zaznava se ti nekako bolj ukrepi. Se pravi, zaznava, ki jo imamo že vsi pravzaprav od rojstva, samo nekako smo naučeni v tej družbi, da delujemo na določene načine, da zaznavamo, da rečemo, ne vem, to je žoga, to je mizica, ne? In imamo v bistvu nekako naša zaznava reče, pa to je mizica, ne? Starodavni mehiški šamani bi rekli, ne, ni, tudi to je energija, ne? In se nekako učiš potem zaznavati to energijo in kasneje tudi videti energijo. Zdaj jaz še nisem to gledala, da bi energijo prav videla, sem že zaznavam pa že zelo dobro in nekako, to je tako kot neke vrste intuicija, čeprav tudi ni intuicija, ampak je prav zaznava, s katero ti neko energijo, ki je prisotna, jo lahko opredeliš. Ne vem, lahko je neka energija, ki ti škoduje, ali pa neka energija, ki je dobra energija. Se niti ne vem, kako bi drugače to pravzaprav sploh razložila, ker je zelo težko razložiti z besedami. Dobro, jaz bom kar pokazala ta prvi niz, ki se imenuje niz za pripravo namere. Bomo začeli takole in sicer pri magičnih kretnjah se večino kretanj začne na levi strani in konča na desni strani. Po večini položajev, ki jih delaš, so kolena pokrčena, takole, noge pa so približno v širini ramen. Zdaj, če imamo problem, lahko tudi naredimo tako, gremo narazen in stopimo v ta položaj. Se pravi, niz za pripravo namere se začne z nogami. Pravijo, da je v nogah v bistvu zelo veliko potlačenih naših občutkov. In zato imamo potem tudi probleme z nogami, nas bolijo, imamo mogoče krčne žile, se navira, zastaja energija, ne? In oni pravijo, da s temi tehnikami se zbudi ta energija in dejansko je res. Jaz recimo po teh tehnikah vedno začutim poživitev in prebojenje in mi dajo tako tisti prvi boost, da se energijsko napolnimo. No pa kar začnemo. Prva tehnika, pokrčena kolena. Bomo se vrteli na petah, roke bomo dali na ta položaj. Vedno gledaš pa v eno točko pred sabo in izvajaš tehniko. Se pravi, prvo je tako, levo, desno. Roke se gibajo naprej, kot da bi hodili recimo. Dihamo. Naslednja je, da se premikamo levo in desno na petah, na prstih. Lahko gledate tudi dol za prvič, kakor vam je lažje. Namreč, jaz ko učim te tehnike na delavnicah, je ponavadi tako, da ko ljudje pridejo, imajo malo pomešano koordinacijo, ne? Leva, desna, kam roke, kam noge, tako da to je čisto normalno.
Se pravi, zato, ker nismo vajeni takih gibov. In magični ukrepi ravno pomagajo pri tem, da nas pahnejo v območje iz cone obdobja, v neko drugo območje in začnejo naše možgane o tem razmišljati. In je takoj avtomatsko gre energija drugam in je to dobro za nas, da nas poživi in obenem, da se znamo skoncentrirati na gib, ki ga delamo. Ok, naslednja. Bomo šli spet na petek, se vračamo in sicer na 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vdih, izdih. Zdaj bomo šli pa 3 v levo, 3 v desno. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zdaj damo roke tako malo bolj narazen, kot neka opora, recimo za ravnotežje. Noge bolj narazen in začnemo z levo. Dvigujemo energijo zdaj do kolen. Z vdihom. To je ta ključni niz, ki ni težak za nočice, pa zelo velik da. Zelo hitro ti dvigne energijo, zato je tako fajn. Ok, nadaljujemo. Zdaj dvigujemo nogo gor, z vdihom. No, zdaj je že vroče, ker je tako vroče. Ok, gremo naprej. Naslednja tehnika. Koleno gre v eno smer, se pravi, da začnemo spet z levim kolenom v eno smer, roke bojo šli v drugo. Pri tej pa je tak fajn učinek, ko boste tudi čutili v hrbtenici, tako kot da bi se naravnala cela hrbtenica. Me prav poči, recimo zjutraj, ko to delam, mi poči v hrbtenici nekaj. Roke bomo rekli, damo sem, na to stran recimo in gremo. Zdaj bomo šli tako z nogami, navznoter, kot da bi v bistvu naredimo tak krožni udarec pred sabo. Zdaj bomo šli po energijo izpod podplatov. Ne rabite se čist skloniti, mogoče tako kot jaz, če ne morete. Lahko samo nakažete gib, se pravi, greš dol pod podplate in dvigneš energijo do pleksusa. Izdih dol, dvigneš do pleksusa, ja?
Upam, da se vidi. Naslednja, damo roke tako in bomo začeli z levo nogo. Levo nogo dvigneš in potisneš, da potiskaš pred sabo nekaj. In desno. Stavim dih. Naslednja bomo dali se pravi noge, stopala v stran, kot da nekaj potiskamo s celim stopalom v stran, kot da bi žogo brcnili, recimo. Naslednja, ko drsaš po tleh, spod blati in potem, kot da bi s prsti hotel zdrobiti nekaj zadaj, recimo, da imaš na tleh oreh, ampak ne greš do tal, da s palcem ne zadaneš, ampak samo nakažeš. To je bilo teh par tehnik iz prvega niza. Evo, recimo, jaz zdaj že čutim energijo in sicer tukaj mi je šla gor, čez glavo in odprla ta del, tako da sem veliko, bom rekla, lažja, bolj odprta. Čutim tudi po telesu energijo, tako kot ene mravljince ali pa neke valove. Ja. In v bistvu, se pravi, z magičnimi kretnjami mi vsak dan lahko dvignemo svojo energijo oziroma prerazporedimo, če smo rekli, da si dvigati ne moreš v smislu tega, da jo nekje druge dobiš, ker se rodiš že z določeno količino, ampak dejansko prerazporediš svojo energijo. In recimo jaz zjutraj, če naredim te tehnike, se precej drugače počutim čez cel dan, kot če jih ne naredim. Se kdaj zgodi tudi, da recimo ne morem, nimam časa, ampak vidim učinek, vidim to razliko in mi potem ni fajn. Zdaj, z magičnimi kretnjami skrbiš tudi v bistvu za telo, ker globoko dihaš in dejansko pomagaš dovajati več kisika v telo in tudi več prane. Se pravi, se fajn razgibaš, poskrbiš tudi za mišice, recimo, jaz drugače ne fitnesiram, ampak vem, kako se mi je, v bistvu, kako je moje telo ostalo vse čas enako. Recimo, če gledam svoje kile pred 10 leti ali pa danes, imam praktično enako kil. Je pa res, da veliko gibam, delam te tehnike in tudi mogoče so kile, ne mogoče, ampak sigurno so povezane z občutki. Se pravi, da se soočam z občutki sproti, da se mi ne nalagajo v mojo auro in se tako ne nalagajo tudi v telo. Dobro, ene stvari so take, kot so. Jaz prav celotno telo, da bi hotela spremeniti, če bi hotela imeti, ne vem, zdaj tudi, ne vem, manjše, ožja stegna ali karkoli, ne bom mogla, bi mogla res veliko trenirati. Ampak sploh ne gre mi za to, Meni gre za to, da je moje telo okrepljeno z energijo, da se jaz dobro počutim, da so moji sklepi, recimo, da so gibljivi,
obenem sem opazila tudi, da se z magičnimi kretnjami, ko jih delam, da dejansko se mi krepi telo, tudi tukaj, ker ljudje imamo največ, oziroma imajo največ težav s križem, pa tukaj z vratom ponavadi. Z vratom in z rameni, zato ker se tukaj usedajo, nabirajo naša bremena. In s tem, ko jaz recimo delam te tehnike, karkoli pač naredim, dejansko ta bremena se jih, bomo rekli, dam stran. Tako. In tudi recimo križ, s križem, ker se veliko gibam, ker so določene tehnike tudi recimo malo bolj zahtevne, mi poskrbijo, da mi okrepijo v bistvu te mišice zadaj, na hrbtu, in te mišice potem držijo mojo hrbtenico po konci in se ne posedam navzdol, moje telo se ne poseda, in ko se posedam, te pa potem normalno bolj lahko te deli telesa. Tako da, jaz vidim same pozitivne učinke, mogoče ta drugi aspekt ni negativni, ampak je dejstvo, je pa disciplina. Vsak mora imeti določeno disciplino, da izvaja kretnje, da se jih nauči, ampak potem, ko se jih pa naučiš in ko jih dejansko izvajaš, to so pa res take spremembe, da težko sploh opišemo. Tako da vam priporočam iz srca, učite se novih tehnik, magične kretnje, probajte, poiščite koga, ki jih zna, lahko pridete do mene na delavnico, jaz jih učim že več kot 10 let. Hvala za pozornost, lepo se imejte in pa seveda magično dopoldne ali večer, karkoli vam želim še naprej. Čau!